Moj današnji gost je človek, ob katerem je odraslo več generacij Slovencev. Zelo, zelo sem vesela, da je danes prišel in da sva se dogovorila, da sva lahko na ti, da bo še bolj sproščeno. Pero Lovšin, živjo! Živijo. Dobrodošel pri nas. Sem vesel, da pridem, moram reči, da spremljam Siol športal največ. No. Da je to ena od mojih ključnih informacijskih točk za športne dogodke, kadar sem v tujini ali doma. Da pogledaš in da si na tekočem, ne? Evo, ja. Človek bi rekel, da ta športni novinarski del nikoli ni šel zares ven iz tebe, no, pa glasbeno-novinarski tudi, ne? Drži, šport je bil moja sopotnik, ne. Ženski izraz uporabljam tudi, ker se mi zdi seksi. Ker se bolj sliša, ne? Ja, šport je ljubezen, ne, in to je tista ljubezen, ne, zato je sopotnica, ne. Od malega, ko sem začel brcati, smučati pri parih, takrat, ko sem v bistvu komaj stal na nogah, sem že imel smučke gor, ker smo bila smučarska družina, plavu, ker smo bili plavalna družina, tako da, ja, in potem tekmoval, kjer se je le dal mal. S tem, da sem bil bolj v bistvu navdušenc, kot ta prav tekmovalc. Kot ta prav športnik. Ja, mene zanima šport, ne samo kot rekreacija, mislim, ne nam rekel, da sem rad se tudi malo pomeriš, ampak v tem smislu, ker je zdaj ratal, ne, zdaj so to boji, res hudi boji in izčrpavanje in vidiš, da čas športniki, ki končajo kariero, so prekurjeni. Ne? Mislim, jaz se nisem rad prekuril. No, sem bolj komod. In mi tudi, ki smo tako malo časa v smučanju, smo tako malo iz veselja. V bistvu, ne? Vse smo tudi, seveda v smučanju moraš imeti nekaj mišic, da lahko zdržiš kakšne hitrosti, ne? In kucle in tako naprej. Ampak zdaj šlo to orang naprej. No. Ni bilo toliko zelo strogo, kot je to danes, ne, v vseh pogledih. Glede na to, da si deloval kot športni in glasbeni novinar, si verjetno v tistih časih veliko več tudi potoval okrog, kot pa, ne vem, kakšni tvoji kolegi, ki so bili v drugih službah. Kako se spominjaš teh časov? Ja, zdaj, ko smo to knjigo, sem Dušan napisala to knjigo, sem še tudi sam nekaj napisal teh vtisov, in sem nekako končal to, da so bili to v bistvu lepi časi. Tudi novinarski so bili časi, ko je bilo, moram reči, če zdaj primerjam, še zmeraj imam kolege v službah novinarskih in če primerjam, seveda nekateri so uspešni, ampak tudi tle so lastniki ratali doskrat prepogoltni, od novinarjev pričakujejo oziroma zahtevajo preveč. Mi smo bili bolj taki, mi smo se takrat, ampak so bili drugi časi, znali postaviti, tole bomo naredili, ampak to pa je že malo preveč. Oziroma, tudi ko bi rekel, razporejen, dobički so bili drugače razporejeni, ne, gotovo. No, ampak lahko rečem, da se spominjam časov potem, rečemo, če začnem mogoče tisto, kar je najbolj zanimivo, no, z delom šport, ker sem delal še kot študent in potem bil nekaj let urednik za žensko alpsko smučanje, za veslanje, jadranje in tako naprej. Lahko rečem, da je bilo to, takrat sem bil najmlajši, ko sem prišel, da sem se tam ogromno naučil. Moj šef je bil Evgen Bergant, oče od Majke, resen gospod, zelo razgledan in smo se dosti učili. Od mojega strica, ki je bil dojem
smučarskega športnega novinarstva, Jože Dekleva, sem se isto ogromno naučil. In tudi od drugih fantov, lahko rečem. Bili smo luštna ekipa in smo delali dost, dnevni časopis je nekaj drugega. Tudi če primerjam, zdaj mislim, da je konc redakcije, rečemo na Delu, ob 7, takrat je bil ob 11, ob polnoči, mi smo spremljali vse športne dogodke do konca in si mogel biti, tisti, ki je bil dežuren, je mogel biti do začetka novega dne tam. Ampak po drugi strani smo imeli, spet če primerjam, in za tiste čase in za mladega človeka je bilo to res lepa priložnost, da si potoval po svetu. Jaz sem obredel vse kot smučarski specialist, obredel vse Alpe od Avstrije, Italije, Švice, Francije do Kolorada, rečemo, ker sem bil tudi kot edini novinar leta 1989 na svetovnem prvenstvu v Walesu, Beaver Creeku. In ob tem sem si lahko sam, bi rekel, izbral kakšne cilje, ki sem jih kot bolj postolovc obdelal na pol službeno, ker ni bilo tako, da so ti vse plačali, ampak si lahko dobil kakšnega sponzorja. Zato sem, rečemo, Jureta Šterka 2-krat spremljal na najmanjši regati, najtežji za najmanjše jadrnice, do 6,5 metrov, mini transat za štartom v francoskem Concorneju, Britanija, in ciljem na Karibih, francoskih, enkrat smo šli na Martinique, enkrat na Guadeloupe. Jaz sem seveda prišel z avionom na cilj. Si mislim, da ne z njim, ja. Ampak potem sem tam bil 2-3 tedne z njim, spremljal to regato. Jadran je bila takrat tudi ena najbolj popularnih pustolovščin, no se še zdaj ne. Ampak takrat je ta regata res imela tudi tekmovalni značaj. Zmagovalci so bili dejansko ocenjeni kot ene vrste svetovni prvaki. Ne. Jure je prihajal malo kasneje, Jure je bolj moj tip, ne. On je prišel kakšen teden kasneje, ker rečemo, v glavnem so Francozi prednašali, ker tam je to industrija, ne sam kultura. Ne. Takrat so začeli jadralce to je bilo sredi 80-ih, moram povedati. Ne. So začeli spremljati satelitska navigacija, ker še prej ni bilo in vse tako. Skratka, so bili tudi naprednejši v so bili bistvu, tudi mnogo naprednejši, vse to tako. Ampak hkrati so takrat še dopuščali eksotom, ki jih je bilo kar nekaj, no. So prihajali tudi čez Jure tam, tako. A si potem v kasnejših časih, ko si se od tega poklica na nek način oddaljil, a si kdaj pogrešal ta ustvarjalni, kreativni del spremljanja, pisanja? V bistvu niti ne, ker takoj, ko sem se odločil leta 97, da pustim službo in se osredotočim na muziko, ker je takrat sem občutek, da lahko v muziki še naredim kaj pomembnega in več, in tudi posel sem imel več in moram reči bolje plačanega. Novinarstvo v 90-ih se je že začela selekcija, ki ni bila, po moji oceni, ni bila glede na kvaliteto, ampak glede na to, kakšne so tržne zahteve, predvsem. Takrat se je začelo v narekovaju rumeno novinarstvo in mi smo nekako še to imeli v glavi, da treba delati resno, nekako pošten in odgovoren. Ne. Kolegam je marsik tam to ni dišal, rečemo, iskati kakšne zgodbice, ki je bistveno to, da je rumena, no, da pustimo drug. Jaz sem bil na stopu na koncu in sem se že s tem malo soočil in sem rekel,
mesto pustil za druge generacije. Imel sem možnost, da se posvetim samo glasbi in sem jo izkoristil, ampak vsem preventivno, rečemo, lahko povem, sem se odločil, da grem na 2 dogodka, ki ste me zanimala, in da vidim, kako je, če bi kot svobodni novinar lahko krožil po svetu in delu. Šel sem na turnejo, začetek turneje Rolling Stonesov v Chicago, to je bil album Bridges to Babylon. Dobil sem vse karte, VIP prostore, skratka, to mi ni nič koštalo. Dobil sem celo hotel zelo ugodno in potem pisal članke, in ugotovil, da sem zaslužil približno mogoče 1/4 tega, kar sem porabil. Pa se nisem glih ravno razmetaval z denarjem. In druga je bila približno, mislim, da istega leta, okrog 97 se je to vse dogajalo. Sem šel na Miss sveta na Sešele, tak atraktiven dogodek. Takrat je bila Miss sveta res je še imela prireditev težo? Dosti večjo težo kot zdaj. Spoznal sem se z Rickyjem Martinom, ki je takrat gostoval, ki še ni bil taka super zvezda. In moram reči, da je bila res čudovita prireditev. Mi smo, ker je bilo to na odprtem in so rekli, dress code je bil elegantno, sproščujoče, v bistvu havajsko. Kratke hlače, pa srajca, ne? Pisana srajca. Bilo je res super dogodek, tudi Sešeli so me navdušili, ampak enako, približno 1/3 do 1/4. In pa si rekel, tole pa ne bo šlo, ne? In sem se za nekaj let povsem posvetil muziki, ampak še zmeraj sem vztrajal in sem, rečemo, skoraj vsak let hodil v Cortino. Včasih sem dajal kakšen bolj intervju oziroma kakšen zapismek, so me kdo poklicali, če sem bil. Moram reči, da smo bili tudi, to sem bil pa prav z družino, ker sem takrat v Sant Moricu smo bili, ko je zmagala Tina Maze prvič v smuku. To je bila res senzacija. In smo se pa tako javili, in je žena imela članek za Delo, ne jaz. In za Jano, ker je takrat sodelovala z Jano in tudi z Delom bolj kot jaz. In ona je to napisala članek za tako 1, 2, 3 članke odmevne, ker to je bila le, takrat se je Tina vrnila tako na velika vrata in šele pol je v bistvu spet dosegla tisto svetovno slavo. Tako da sem to spremljal zmeri in še zdaj spremljam, kakor se le da. S tem, da lahko nekaj povem, tako kot anekdoto. Pokojni kolega Vito Divac, ki je zamenil mene v Delu, sem vprašal, Vito, kako je zdaj v Cortini? Rekel, ne dajo več kart, ker je pomen, novinarjem niso več dali kart za smučati. Mene je pa zanimalo, glavnem, gledati tekmo, če sem lahko tudi bil o progi, še smučil zraven gledal. Tako da se je, in marsikaj se je spremenil zelo na slabše. Včasih smo bili novinarji zelo cenjeni v tem smučarskem cirkusu. Zdaj se mi zdi, da smo samo še ena od njihovih točk, bi rekel, kjer morajo sodelovati. Drugače, sploh kot imam občutek zdaj, ko berem, kaj piše, rečemo, Michaela Schifrin, pa tudi vodilni švicarski smučari, se je dogajalo v smučarski zvezi nekaj, kar bi pri nas že zdavnaj zbudili dosti več v bistvu mnenj jeznih, bi rekel. Bi zbudili zelo dosti pozornosti, kajti na
ta predsednik švedski milijonar, milijonarji so zmeri zraven, je obljubil nagrade podobne skladu v tenisu, a dogaja se, da so niti blizu ne pridejo in da se zelo rapidno zmanjšuje v bistvu banka te zveze. Denar kar nekam lebdi, ne veš, kako je s temi tajkuni, v glavnem so tako, da so tajkuni, en sam je rekel, oni so zato, da sem prišli, ki so taki, da pobirajo denar, ker lahko. Druga ne bom govoril, ker ne poznam razmer, ampak to so besede, ki sem jih prebral na sportalu. Moram reči, pred 2 dnevi, zato sem tudi to povezal, zelo lepo ste citirali. In še je članek gor in še si ga lahko preberejo. Pero, če greva zdaj mečkano bolj mogoče k tej tvoji še glasbeni poti in karieri in tako naprej, Pankrti, pa seveda potem še en kup enih drugih projektov, pa solo karijera in tako naprej. A si, ne vem, kdaj mislil kot ne vem, navdušenec nad glasbo, ko še nisi bil toliko zelo v glasbo, tudi samo vpet, da boš nekoč sedel takole v studiu in boš pogledal za nazaj in boš rekel, skoraj 50-letno kariero imam. Veš, kako na kolnem nisem razmišljal zelo dosti naprej, moram reči. Čisto. Naredil sem si analizo tako novinarsko, kot sem rekel, lahko to delam, lahko to delam, pesmi po občutku, ko mi zapaše. Žal sem tako, mislim, narejen, da iščem navdih, lahko, pa sem zelo umeren vmes, ne tako, da zelo strastno in uživam življenje, kakor lahko, pa vidiš, čas pogledaš v denarnici in si rečeš, lahko gremo spet na turnejo. Ali pa ne, sej tako. Ko me zagrab in me je zagrabil vsa ta leta, v začetku vsako leto 2, delam malo kot manjak na komadih. Se mi komadi pojavljajo in igram kitaro in se po noč zbujam in delam muziko in sem... To je res nekaj, lahko, ne vem, če me kakšen glasbenik povedal, to je zelo, bi rekel, kako bi opisal to, euforična zadeva, bliz to je ena vrste erotika. In ko ti nekaj narediš, ko se zbudiš in je komad narejen, začutiš, da ima ritem in da ima refren in da ima ena čustva vzadi. To je tako, kot da bi bil eno noč z eno zelo lepo punco. Zdaj pa si mi dal tako lepo iztočnico, Pero, da ti moram slediti k tej temi naprej. Biografijo, priznam, nisem še prebrala do konca, je pa napisana, se bova še vrnila knjigi, ampak je napisana na tak način, da človeka tako zelo potegne noter, da glede na to, da sem 2 dni nazaj prišla do nje, pa sem že skoraj pri koncu, pol veš. In ravno zato, ker nisem še cele prebrala, te moram vprašati, ali je notri tudi kakšen ta segment, kjer se opisuje, ne vem, če lahko rečem tako, popravi me, ljubezen na nek način do pornografije. To je nekaj, kar ne gre čez zraven. Ljubezen se popisuje, že na začetku vidiš. In ljubezen vidiš, da pri meni nekaj lahko izdava tudi za publiko, ni bila zmeri vezana niti na telesno ljubezen, niti na direkten stik. V bistvu. Sploh z mojo soimenjakinjo, ne? Ja, evo. Ne, ker je jaz sem zrastel gor, seveda, prej so bili drugi časi, mi smo živeli tako
enem vsem mehurčku mal, ne, kar se tiče tega, ni bilo čutiti nekakšnega nasilja, kamoli erotičnega nasilja, kamoli teh. In tudi ta čas je sicer bil nabit moj mladostni z erotiko, ampak včasih je bila to avtoerotična zadeva, ne. Ampak ker sem rastel gore, rečemo, s takimi pisatelji, kot je bil Turgenev, ne, ali pa s takimi pesniki, kot je bil Puškin ali pa Paul Leonard Cohen, smo mi živeli tako v enih takih oblakih na pol. Ne. In jaz sem, če treba čisto, jaz sem bil seveda, že zdaj nisem dosti velik, ne. Takrat sem bil pa majčken in droben. Ne. Jaz se spomnim mene, te moje sošolke na gimnaziji niso glih resno jemale kot kakšnega hudega zapeljivca. Hudega lavarja bodočega. Ne. Vse so imele, glavno sošolke iz gimnazije so imele ene fante že s faksov ali tako, ne. In ker mene tudi ni motili, jaz sem takrat, moja ljubezen je bila že takrat, pač govorim, šport in vse, kar je bilo. In mal sem tudi take mal bolj, v bistvu, nam rekel sam platonske zveze, ampak nekaj eteričnega, ne. Jaz sem moral nekaj eksotičnega, tako, nekaj, kar je bilo celo nedosegljivo, meni je bilo to zanimivo, nekaj, kar sanjaš, nekaj, kar... In v tistih letih sem si jaz tudi nabral toliko te energije za pisanje mojih, rečemo, erotičnih komadov in tudi ljubezenskih in tudi na ta način jaz gledam na erotiko, ljubezen in končno tudi spolnost, ki je povezana z eno takim zanesenjaštvom, bi rekel. Ne samo sanjarjenje. Ne. Hkrati seveda sem pa moral tudi seveda že takrat tudi kakšne pisatelje, kot so bili Henry Miller ali pa Bukowski, ki so pa bili ena vrste pornografi, ne. In so pisali dost vznemirljive tekste in me je tudi zanimala to vrstna provokacija, ne. Seksualna ampak vedno je bilo nekaj vmes čutiti zelo to ljubezensko noto, ne, pri vseh teh, ne. In takrat se je pojavila nekak tema pornografije, ne, o čem bi jaz pisal za diplomsko nalogo. Leta 79, 78, ko sem bil star 22-23 let, sem jaz končal faks, imel sem večino izpitov narejenih, imel sem band, s katerim sem začel resno delati. In sem seveda iskal, tako smo mi provocirali s politiko, mi smo najdeli, mislim, da je to naš glavni izum, da smo pankrti za temo naših komadov našli politiko, ne, in jo povezali seveda tudi z erotiko. In se mi zdi, da je to samo jaz eno tožilce, seveda provokatorsko vse, gotovo. In zato sem tudi najdel pornografijo kot družbeni pojav, temo, s katero sem diplomiral. In takrat se mi zdi tudi, seveda, takrat je bila pornografija tudi seveda bolj vznemirljiva. Sploh za nas, ki smo živeli vseeno v enem bolj vzhodnem svetu, ne. Pa tudi dosti bolj kvalitetna je bila, moram reči. Ne. In takrat se začenja pojavljati ta potem vprašanje, kaj je bolj pomembno, ali čista ljubezen, ali erotična ljubezen, ali ta, bi rekel, bolj možnosti kakšnih bolj razvratnih razmišljanj, domišljijskih, ali kako se lahko vse skupaj zapele. Takrat smo pač seveda malo smo brali tudi Freuda, malo Froma. Po eni strani smo raziskovali to, kako je v bistvu ta erotična svoboda lahko pogojena z svobodo v družbi, končno tudi z volilno pravico in tako naprej. Mi smo v glavnem
na teh valovih. To je bilo eno vrsto valovanje. Smo jadrali takrat, jasno, v glavnem. Potem je bilo pa življenje, ko sem začel v službo hoditi in sem delal najprej kot v bistvu ene vrste kmetijski novinar, vsos dokit. To je kmetijstvo, industrija, trgovina v okviru ljubljanske mlekarne se je združevalo še enih 16-17 zadrug in te vsi skupaj so imeli glasilo Nove Brazde, ki sem ga jaz urejal. To so bili začetki. To so bili začetki, ker izhajam iz familije v bistvu agronomske. Moj oče je bil tudi direktor kmetijskega zavoda za Ljubljana, pa velik specialist za genetiko, za usemenjevanje, zlasti za sivorjavo pasmo krav. Moja sestra je bila dolgoletno je delala kmetijski zavod, v Medvodah za kmetijski zavod. Bila je pa specialistka bolj za rastlinstvo. Tako da sem jaz seveda poznal, to je bilo v družini in sem poznal to temo in mi je bilo zanimivo pisati o tem. Ampak potem vmes sem skozi delal še na delu šport kot honorarc, sodeloval in potem sem povedal, ker se bo spraznilo mesto v športni redakciji, grem jaz v športno redakcijo. Zdaj, če se vseeno mečkam še vrnem k knjigi, k biografiji. No, še to mogoče povem. Ja, sem prišla Ljubezen, pornografija in potem jaz dobim ponudbo po 5 letih, ko sem delal v delu in nekako takrat sem se jaz kar držal, da delaš po 5 let nekaj resnega in potem probaš še kaj drugega delati v življenju. To je bil. In jaz dobim takrat ponudbo za revijo Telex, ki je bila v bistvu tako vrhunc nekako tega, kar si lahko delal kot novinar. In sem jo kar z veseljem sprejel, ker sem imel tudi ista področja, približno, mislim, ne področje, imel sem športno področje, plus nekako erotiko in še druge, kakšne, rečemo, področje kot zgodovina, ali pa rock'n'roll, seveda, muziko. In sem nekaj časa res užival v Telexu, ki je pa potem, kar se je dogajalo v seveda koncem 80-ih let, kjer so lastniki oziroma odgovorni zahtevali čim več denarja, da prinese produkt. In Telex je v bistvu obrnil. Je imel kar solidno naklado, ampak ni prinašal dovolj denarja. Premalo je bil profitarski. In so rekli, mimo Telex ukinili, nas zanima nekaj, kar bi res obrnili se in to je zdaj pornografija. Tako da sem jaz dobil namig, v bistvu od direktor šefov dela revije, ponudbo, da naredimo v delu revije eno prvo, v bistvu ta pravo porno revijo v Jugoslaviji, ali je to v bistvu, ali dobimo licenco, ali kakorkoli. No, in potem sem jaz po svetu s kolegi mojimi, ki so medtem bolj poznali ta posel, tle bi omenil filozofa Petra Mlakarja, ki je velik specialist za to, on me je svetoval, naj se obrnem na private revijo švedskega lastnika, ki pa izhaja v glavnem in dela se v Španiji. In že po prvem klicu smo bili praktično vse zmenjeni. Čez en teden letiva jaz pa urednik na Majorko, podpišemo pogodbo in čez en mesec smo izdajali revijo Private. In en let zelo dobro služili, dokler ni Jugoslavija začela razpadati in smo izgubili trg za trgom. Veš, Pero, ponavadi, kadar se pripravljam na gosta, ne rada preveč o njem prebiram na spletu, ampak se pozanimam mečkano naokrog in zato sem te to tudi vprašala, zato ker mi je to eden od tvojih novinarskih kolegov prišepnil, pa se mi zdi, da to veliko ljudi niti ne ve, da je bila tvoja novinarska pot takšna. Zato mi je bilo to zanimivo. Ja, seveda, od tega je zdaj že
Ne, 35 let. Sej ne bova v številkah, ne. Lansko leto je bilo pomembno tudi leto za tebe. Album je izšel, bom tako šla, Rajko, ti številkami. Ja, izšel je album in Pustva, kjer je bil. Pustva. Za 100 let naprej. Meni je album v bistvu še zmeri nekaj, kar mi je pač pomembno, ker se mi zdi, da je muzika nekako, ko je imela svoj res vpliv tudi na družbeno-politična dogajanja v svetu, ko je pomagala končati vojne, ko se je zgodil Woodstock s 500 tisoč ljudmi, ki so protestirali proti vojaškem posegu Amerike v Vietnamu in tako naprej. In ko je bila muzika sposobna res pokazati na napake politikov in so te politiki morali to upoštevati. Takrat so kraljevale tudi na naših dnevnih sobah plošče, gramofoni, prebirali so se teksti na ovitkih, plošča je bila ena vrsta sveta zadeva, obraz, bi rekel, svojevrsten obraz družbe, razvoja družbenega. In potem, ko so začeli izumirati velike plošče, so se pojavile CD-ji, so nekako nadaljevali to vlogo, tudi kasete. Ampak zdaj, ko praktično ni več nosilcev zvoka, razen še za arhivarje, rečemo, imam občutek že dolgo let tega, da to, kar se dogaja v tem smislu, ni naključje, ampak da je to ena vrsta, seveda lahko je to samostranski učinek enega globalističnega prisvajanja pogleda na svet, to se pravi tega vulgarnega neoliberalizma, ki v bistvu je namenjen samo nenehnemu bogatenju najbogatejših. Tak občutek imaš in tle kritika nobenemu ne paše, ne industrialcem, ne tajkunom, ne politikom. Ne. In glasba, tista prava, se zmeri soočala tudi z muziko, svetom. Vemo, kako so tudi filozofi pa znanstveniki nasploh, ne govorimo o teoretikih literarnih, secirali tekste od Johna Lennona pa Boba Dylana pa Boba Marleya pa Rolling Stonesov, kaj so Leonarda Cohena tudi, kaj so pomenili to za celo generacijo ljudi. Milijone ljudi je raslo s tem. In to, da kad ukineš nosilce zvoka, pomeni to, kot da bi v bistvu srcu iztrgal dušo. Nekako, ne. In moram reči, seveda nekateri vztrajamo na tem, že zaradi tega, ker potem, ko narediš album, daješ potem komade vsake pol leta ven, pač, in prej pa združen na albumu. Ampak dejansko včasih smo izdali album in bilo 10-20 ocen albuma, zdaj mogoče še 1-2, rečemo, da še kdo to tako resno jemlje, kao, ne. Čeprav se meni zdi se, kot da je dejansko, kot sem jaz tudi že nekje ugotovil, kot da je, če orožarska industrija prevzame glasbeni posel, je to se kaj takega dogaja, da je glasba samo še v bistvu ozadje za eno iluzijo sveta, ki ga ne bi živeli po enih normah tistih, ki vodijo ta svet. Ne po željah ljudi,
ki bi radi soustvarjali svet. Ne. Meni se zdi, da ta apatija, ki zdaj vlada, splošna apatija, ki vlada, je tudi načrtna v bistvu. Tudi če vidiš, ljudje se seveda se borijo za plače, nekako, kar je prav, ne, ker že klep se mogli začeti za socialne pravice, že manj za pravice sosedov, da živijo normalno, ali pa sosednjih držav, ali pa tistih šibkih držav, ki jih hegemonija svetovna mirno briše z zemljevida sveta, ne, kot se dogaja, rečemo, v Gazi, zdaj mogoče na vrsti Libanon, ne vem. Je pa Iran, je pa to nekako nevzdržno, ne, počasno. Ampak v tem kontekstu se zdaj pač živi, vsak išče svoj mehurček. Ne. Mi smo tudi rekli, čas rock'n'roll, mi živimo v rock'n'roll mehurčku in nas v glavnem to zanima. Še tekma Slovana, Olimpija mogoče že ne več, ker Olimpija je že postala en relikt zgodovine, odkar so Nemci lastniki, se ne brigajo kaj več za naše igralce. V glavnem se gre samo za to, da se pač obračajo denarci preko nakupa kakšnih igralcev. In to že vidiš, že to malo zgublja smisel, tudi športne, na primeru. In tudi Maribora. Ja, sej, ravno to zdaj razmišljam. Tukaj v uvodu sem si še napisala, pa sem potem sicer spremenila, ampak ne spremenila, nisem prebrala do konca. Ne samo kot novinar, ne samo kot glasbenik, ampak ljudje te, mnogi, tako mlajši kot tudi starejši ali pa tistih v zrelih letih poznajo tudi po tem, da si vedno znal povedati svoje mnenje, če tudi kdaj to komu ni najbolj pasalo, ustrezalo in tako naprej. Zdi se mi, da nisi nikoli podlegel temu, da moraš ugajati, da moraš biti všečen, ampak da si sledil sebi. A se motim? Ja, neki, mislim, ja, nisem, moram reči, to je zelo lepo, tako narejen, tako PR-ovsko. Jaz vse, mislim, če ti tako misliš, ali pa če kdo tako misli, jaz dejansko niti ne razmišljam toliko o tem, kakšen je moj oziroma pogled name. Vem, da so kakšni seveda absolutno mogoče proti taki muski ali tudi takemu razmišljanju, ker bi tako rekel, moje razmišljanje na koncu je bilo strankarsko, no? Če bi v te kvere rekel, čeprav sem zmeraj spoštoval, pa smo bili mi leta 77, ker smo postajali teren v peti tistemu režimu, ne? Ampak zmeraj smo spoštovali, rečemo, partizansko borbo. To je bil, se mi zdi, eden od vrhuncev slovenstva. Ne. Tako kot spoštujemo tudi to, kako smo se osamosvojili. Ne. Jaz ne bi zdaj ločeval teh stvari, ampak tam je bilo 5 let in nasprotnik je bil kar žilav. Ne. Fašist, italijanski, nemški, nacist in tako naprej. Ampak meni se šlo ponovadi za to, da najdem in tudi rečemo iskal sem eno pot izven tega strankarstva, ker sem poslušal dostikrat obe plati. Rečemo, tudi hec je lahko to povem, kako se je to začelo, ker ko sem jaz kot punker potoval, rečemo, po Angliji in se družil tudi s punkerji, rečemo, že od 75. leta naprej, ali pa 73. sem praktično vsak let hodil, moje počitnice so bile London, pa klubi, pa rock'n'roll, pa to.
Potem sem seveda bil tudi v kontaktih s temi, rečemo, punkerji, ki so vsi rekli, vi živite v Jugoslaviji, vi imate socializem, mi se borimo proti tem tačerijanskem fašizmu, nas to ubija. In dejansko si videl, to tačerijanstvo je bilo v bistvu leglo neoliberalizma, pa vladavina Reagana v Ameriki. Ne? In mi smo bili kao kot the good guys, jugoslovanska pot, rečemo socializem. Ker seveda, hkrati smo bili pa mi nekako provokatorji tega režima, nam rekel, oponenti. Smo se upirali tem, ker smo vse vedeli, da vse ni tako, kot bi morali biti. No. In jaz nekako leta 1984 za album pesmi Sprave Pankrtov, ki se meni zdelo to zelo pomembno že takrat, da naredimo ta album s tem naslovom pomenskim in ki potem dolgo leta te sprava in nosila svoj pomen. Sem jaz naredil komad, ki ima naslov Skupaj in ki gre tekst približno odkole, začetek saj. Levi in desni vsi bodo našli svojo sredino. Severnjaki in južnjaki vsi bodo ponosni na svojo vedrino. Vzhod bo zahodu roko podal, bogat bo revnemu posteljo poslal. Skupaj, skupaj, skupaj. Pač ta moja ideja, da moramo skupaj stopiti, je v času obrodila sadove, rečemo leta 2000, ko smo se združili vsi Slovenci v boju za čim boljšo vrstitev naše reprezentance. In sem naredil komad Slovenija gre naprej skupaj z Zoranom in Vlado. Tam smo tudi iz drugih pol, iz drugih koncev Slovenije združili kot muskontarji. In mislim, da smo takrat pokazali in v športu nasploh pokažemo, ponovadi Slovenci, kako smo lahko se združimo, kako smo enotni. In pri dobrodelnosti se mi zdi, da tam tudi. Ja, tudi znamo stopiti skupaj. In jaz mislim, da je treba najti skupno pot. Drugače pač to samo vlada. Samo vlade pa nočemo, nakoli nismo hoteli. In tudi, jaz sem čisto, pač v rock'n'rollu, mi imamo to, ali pa v umetnosti bi rekel, imamo to možnost, da smo včasih lahko tudi govorimo o iluzijah, kot da so kot političnih prispodobah. Ne. Ampak meni se včasih, ker sem tudi konkreten, se mi zdi, da je včasih tudi konkretno treba kaj povedati, pa sicer to na koncu gleda kot iluzija. Predstavljaj si, zdaj ko imamo novo vlado. Ne. Nova vlada je pač, ali pa prej, ki je bila una. Ne. Tisto priložnost so oni najbrž že zamudili prejšnji. Zato so tudi najbrž zgubili, rečemo, predpostavke. Ne. Ampak da imamo zdaj to možnost, ali pa mogoče bo kdo drug izkoristil. Za meni se zdi ideja korektna in hkrati zabavna, ker je to dobro. Imamo ljudi, to se pravi eno koalicijo, za katero je glasoval, jaz mislim, ker toliko ljudi tudi ni šlo na volitve, glasoval mogoče tretjina ljudi. In zdaj, kaj pa druga? A zdaj mora, to se pravi, ko bo ta vlada bo delala za tretjino ljudi, ne? Če bo delala po svojih ozkih principih. Ne? Recimo, nakazali so možnosti, ker jaz sem parkrat slišal, ne spremljam prav, moram reči, ne spremljam zdaj teh govorov. Vem, kako so nekateri izdali svoja načela in so zato tudi pač bodo dobili božjo kazen, kot pravijo. Ne. Ampak tudi to je bolj rečeno v
stilu basni in povesti. Ampak zakaj ne bi eni, ko vladajo, dobijo mandat, povabili še druge opcije, mogoče se razdeliti kot ministerska mesta, da se 3/4 mest dobi ta koalicija, eno podobno število mest dobi pa mogoče opozicija in probajo vladati tako, da bodo zadovoljili vseh 100% ljudi. Ne? Pa sva potem spet pri tej besedi skupaj. Ja, skupaj. Ne govorim, da je to samo opcija, da mora biti ministric. Govorim pač v prispodobah. V prispodobi, kako bi lahko uspeli, da smo Slovenci unikatni, ker moram priznati, jaz kot športnik, da smo mi, vse v športu, pa tudi v glasbi, imamo odlične glasbenike. Od Zavsenika smo začeli, ki je naredil najbolj poslušano muziko, komad vseh časov, posod. Imamo športnike, ki so dosegli svetovno slavo in so neponovljivi, rečemo, kot sta Pogačar in Rogla, Luka Dončić, še v fuzbalu, ker kao nismo mi, pa imamo najboljšega golgeterja, po moje trenutno je Šeško, mislim, da je najboljši. Ker to, kar je on mal igral, pa kar golov je dal, je genialc. Imamo golmana, imamo en kup športnikov na nižjih ravneh, ki so vsakem ekipnem športu lahko posežemo skoraj po kolajnah, v košarki, v rokometu, v odbojki. Smučanje smo trenutno nekako zapostavili, ampak pa zato, ker so bile nekatere napake, ampak bomo prišli nazaj. To se pravi, zakaj ne bi bili tudi v politiki najmočnejši in v vladanju najboljši, ne vem. Zdaj bova šla pa malo bolj lahkotni temi, a prav, da greva malo stran od političnih tem in tako naprej. To je tudi lahkotno. Ne? Ja, seveda. Mi dva govoriva, kar vzamaš, ja. Nisva politika. Tako. Jaz sem ti v bistvu pustila, da si malo izrazil svoje mnenje na nek način in iluzijo, ne? Kako si rekel. No, upamo, da enkrat je to, ker jaz berem rad še zmeri znanstveno fantastiko, ne? Lahko povem, da obstaja knjiga, ki je pa žena pred mano brala, Hyperion, se reče, kjer pisatelj leta 1978 opozarja, kaj se bo dogajalo, kaos v svetu in vse to. Ne? In rešitev pa nekje vidi v glasbi. Aha, evo. Pero, biografija, glede na tvojo novinarsko pot, bi človek pričakoval, to se je pa Pero za 1 leto doma usedel za računalnik in začel pisati in napisal, ampak daleč od tega, imel si spremstvo 1 leto. Ja, dejansko je ideja prišla v enem pogovoru v bistvu s Celjsko navezo, Dušan Čater je porodil Celjan, ne. Z njegovim prijateljem Mohorjem so se pogovarjali o tem, da bi bilo dobro narediti z mano kakšno biografijo. Nekako je prišlo to pol do mene in jaz sem na tem delu začel delati album, sem rekel, zdaj le res, itak me ne zanima, kaj je zdaj brskati za mano, ampak pa smo pol še v tem debatirali, sem rekel, ampak glede na to, da sem jaz film naredil, Jani Sever je naredil film, en dokumentarc, ko je spremljal mene, celometražen, na snemanju albuma Območje medveda leta 2017. Ne. In se mi zdela to zelo dobra kombinacija in je bil moj predlog ta, da zlasti potem, ko sem prebral knjigo Dušana Čaterja, Dežela zo, ki je ena boljših knjig, ki je šla pri nas zadnja leta, me je navdušil njegov slog. Že kolegi so mi seveda vedeli, da je Dušan je punkar, ne, in so rekli, Dušan bo te prav zate. In ker sem jaz tale album delal v bistvu sam na akustični komadi 1-2 in šele potem iskal band, sem hotel
predvsem družbo, ob tem, da delam tole pot, opisujemo tole biografijo ali karkoli. In z Dušanom sva se res ujela takoj, pa predvsem jaz mislim, da je on tudi, jaz vsem nisem romanopisec in treba je spoštovati vsak poklic tudi v teh podrobnostih. Ne. Ni isto pisati novinarski tekst, kot pisati en roman neskni. Ne. To je, in moram reči, čisto Dušan je imel širšo sliko kot jaz. Ne. In to se vidi v knjigi. Jaz sem dodajal svoje, on je dodajal svoje in skupaj sva bila tim, ki mislim, da je naredil najboljš, kar sva lahko. No. Meni se gre za to, da kot eno, ki cen trg, predvsem, ker mi oba dva od trga živiva, da mora biti zanimiv, brano in te more potegniti. No. Meni, tako kot te muzika more, te more tudi knjiga in kle sva z Dušanom, seveda sva si tudi vzela čas, to ni bilo tako, to je bil cel let, pa še kaj zraven, da sva hodila okrog po Sloveniji, tudi neki podeželi, bivše države in se spominjala časov in to je zelo spontano ratval, ampak bi rekel, brez Dušana ne bi bila knjiga taka, kot je. Ja, in zato ji tudi ne rečejo za manj biografija in romans ceste v enem, zato ker dejansko je, ko bereš to knjigo, to biografijo, res te potegne noter, res je slogovno napisana super na način, da jaz sem imela občutek, da sem tam z vama, no? Tako, in to se mi zdi, da je tisto, kar je bralcu fino, seveda je tukaj tudi tvoja zgodba tista, ki vleče, ki je zanimiva, ampak je verjetno zelo veliko tudi od tega, kako je knjiga napisana, na kakšen način. Pa ne bi zdaj jaz mogoče preveč o vsebini noter, kaj vse lahko preberemo, ker bi bilo fino, da si jo preberejo sami. Jaz bom samo rekla, da me je že prvih 50 strani takoj potegnili noter. Eva me je prevzela, kako veliko vtis je nate naredila in tako naprej. Bi pa vseeno te vprašala tukaj, ko so recimo tvoji domači to knjigo prebrali, kakšni so bili kaj odzivi med njimi, ka bi človek rekel, da pa itak vse o tebi vejo? V bistvu, ker je knjiga sorazmerno nova, ne? In jaz moram reči, sem vmes, ko smo to knjigo delali, imam še kar nekaj koncertov, dela in tako okrog hodimo. Skratka, nisem še niti to razširil, sestri še nisem uspel knjige dati, ker jo mi je tudi že zmanjkalo. Žena je pa prva prebirala in ona je tista prva, ki je dala to plus, rekla je, res se dobro bere. Tudi ona je Dušana prebrala še pred mano in mi smo se spoznali tudi seveda z Dušanovo ženo, odlično pisateljico Ireno Svetek, tudi, ki je malo moja sorodnica, tako da veste, Svetek se je pisala moja stara mama. Evo, ja, tako da še ena povezava. Iz istih koncev smo, tako da smo nekako to tudi proslavili smo jo skupaj, ko delam na našem vrtu, smo se kar poveselili. No. Kodeljevo Moste, to je en velik del tvojega življenja, seveda, praktično. Zdaj, ženo Darjo sta skupaj koliko časa? Ne bova v številkah, dolgo časa, dajva tako reči. Kaj bi rekel, da je recept za dober zakon? Glede na to, da se mi zdi, da danes mladi morda na trenutke prehitro obupajo. To si sama zdaj povedala, ne obupati treba. Moja Darja, enkrat, ko je prišla domov in je bila vse razmetan, ker še sin živel, pa se tudi mogoče kakšne druge stvari, je rekla, jaz tukaj ne bom več, v tej naši hiši. In je najela stanovanje
v Ferrantu in 1 leto tam živela. Ne. Ampak, ko je bilo meni dolg čas, si mi rekel, a greva na kosilo ali pa večerjo. Rekla, zakaj pa ne, in sva šla. In ko je smučanje prišel, sem rekel, greva nekam za par dni. Rekla, pismo se nimam, ne vem kaj z mojim. Sem šel v Kranjski gori in sem najdel en zelo lep komplet. In sva šla. Ja, ampak to še zmeri, pol je bila ona še kar nekaj časa ostala v Ferrantu tam, ne. Prvo so ostala prijatelja skozi. Niso se nakoli, tudi kaj daj bilo, se niso nakoli kdo bo kaj dubu, če bo dubu. In mislim, da je obema tudi ratal dolg čas, ker nekaj časa niso bila. Ne. To moraš ugotoviti. Ne. Ker moraš imeti, morate, kot ona tudi napiše, mora biti ena vrste badi, to je dober izraz, ne. Prijateljica je tako malo badi. In ona se tega zmislila, ona je to tako, ona je seveda tudi pustolovka, ne. Treba povedati, ona je šla po gimnaziji, tam najstnica, sama v Sirijo štopati, potem z avtobusom, Irak, Iran, vse to, kar so zdaj. Imam idejo za novo gostjo, ne? Ja, absolutno. Zelo, zelo ona bi bila super gostja, ker bo govori zbrano, predava še zdaj. Zadnjič je bil, gre sama, vabijo jo, rečemo knjižnice, ki je zdaj izdala knjigo, tudi ona je že 5 kuharic izdala 7, predvsem za diabetike in ostalo sorodstvo, za vse tiste, ki hočejo zdravo jesti. In je predavala v ložu pri Cerknici in dež je bil še hujško, da ona se vse, sem rekel, pa sem jaz nekaj bil malo zmatan, sem rekel, ne bi rad, da gre sama, in si me jaz pelil, kaj ne. In je predavala tako, jaz sem že 3. poslušal, ampak je zanimivo, ne zato, ker je moja žena, ampak mislim, pove zmeri kaj novega o tem, kaj je dober, pa na kjer način, skratka dober predavano. Ampak vidiš, to se bom zdaj vrnila nazaj k tej besedi badi, čeprav ni slovenska, ampak tudi to je na nek način pomen tega, ne? Kljub temu, da si bil utrujen, deževalo je, nisi želel, da gre sama in si šel z njo, ne? Ja, absolutno. Še zmeraj je, jaz imam tole, to tudi lahko povem, pač moj oče umrl v prometni nesreči, ko je bil lep vreme, ne. In to te nekako zaznamuje, tudi pol te mal te rata, mal te stisne včasih, ne. In si skozi mal nemeren, moram priznati. Zato moram reči tudi nekaj, in to sem tudi povedal javno, in še zdaj lahko povem. To, kar se dogaja že par let z našim cestam, to ni več humano, ne. To ni. Pa da ti še zaračunajo, mislim, da je tudi zato vlada prejšnja propadla, ker niso mogli urediti. Mi delamo ene, rečemo, železniške postaje, ki jih v bistvu ne rabimo zankati, ne tako nujno, ki jih že najbrž rabimo. Ker nimamo niti še železniških povezav pravih, ne moreš niti vlak normalno voziti, marsikje. Delamo in potem nekaj vemo, če delamo, beremo čas, tudi na Sijonu spet, kako se ljudje pritožujejo. Jaz, ker ne poznam toliko, bolj govorim tukaj že o imenu ljudi, ki hodijo vsak dan v službo, po 3 ure, ki morajo jeti iz Kopra v Ljubljano nujno, pa stoji 5 ur v zamašku. V naših letih je to že lahko smrtno nevarno, že samo to, kar stojiš, tudi če imaš vodo s sabo, so določene stiske prijo, sploh če se sam voziš. To je ratal dejansko nehumano pri nas. Ob tem, da odpremo na vseh cestah dejansko gradbišča, ki so dolga po 5-6 kilometrov,
Namaz, da bi delali eno gradbišče 24 ur na dan, vsi se skoncentrirali, gremo na drugo gradbišče. Jaz tega ne razumem. Meni se to zdi, kot da je to je darc za roko Mohamed Ali, tako znal Sonja Listona. Tako nam je politika to udarila, nas občane. Mal se moram vrniti še k prehrani, rekel si o kuharcah in tako naprej. Koliko te pa polke sekira glede prehrane? Ja, včas me, zakaj zvečer ješ, kva greš v hladilnik. Ja, je to. Čeprav ona ima tudi pomanjkljivosti, ona je zelo na sladko, ima rada. Jaz jo razumem. In tudi peče zelo dobro. Najboljša hrana na svetu, to tudi lahko povem, je njen češnjev štrudel. Veš, kako včasih pravijo, ne vem, dokler ne probam. Ja. Pero, najlepša hvala za obisk v našem studiu, hvala, ker si prišel in vse dobro ti želim, zdaj grem pa domov, naprej brati biografijo. Hvala za povabilo, imejte se dobro še naprej vsi.